Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je na mednarodnem sejmu Natur Alpe Adria predstavljala tudi Zgornjesavska dolina, in sicer v družbi 330 turističnih ponudnikov iz 15 držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Italije, Albanije, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Nepala, Indije, Jordanije in Tunizije. Predstavitev Zgornjesavske doline so prevzela turistična društva. Ja, tako je. Letos smo se odločili, da se predstavimo vsa 4 društva, in sicer Rateče, Kranjska Gora, Gozd Martuljek in pa Mojstrana. Nekako smo si delo porazdelili, tako da se vsak dan udeležuje eno društvo tega dogodka. Vsak dan se predstavljamo z istim materialom, z celo destinacijo Kranjska Gora, izpostavljamo novosti, ki jih imamo. Društva so sicer gonilna sila prireditev v občini. Ja, tukaj se pa predvsem izkaže ta človeški faktor, ker društva lahko svoje kraje res bolj, se mi zdi, tudi pristno predstavljamo domače, tudi bližje pridemo do obiskovalcev lahko in jim tudi majhen bolj podrobno mogoče predstavimo to. Pomen turističnih društev izpostavlja tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Jaz mislim, da so turistična društva center vsega, da tudi iz zgodovine vemo, da so le turistična društva nosilci dopolnilne dejavnosti, olepšave kraja, pa tudi novih infrastrukturnih stvari pred časom. Zdaj je bilo to politično spremenjeno pred 20 leti. Je tako, kot je, ampak jaz mislim, da pri nas v Kranjski Gori turistično društvo deluje čisto enakovredno, s svojim idejam tudi v bistvu dopolnjujejo kraj, in mislim, da ni razlike med turizmom profesionalnim in med turističnimi društvi. Mi to enačimo in vsa turistična društva v bistvu imajo tudi prostor v upravnem odboru turizma Kranjska Gora, kjer prav enakopravno sodelujejo. Ja, jaz moram reči, da ta prostovoljstvo v naših koncah še izredno živi, od Mojstrane do Rateč, da ljudje, saj po odzivih na akcijah, na druženjah, kažejo, da je še zmeraj turizem glavna gospodarska panoga in da se tega zavedajo. V Kranjski Gori ali v Mojstrani vsako delovno akcijo, vsak druženje, ki se ga organizira v okviru turističnega društva, pride več 10 ljudi, članov, in mislim, da je to samo odraz vsega. Vsako leto se trudijo, da bi ponudili kaj novega. Ja, seveda, mi se vsako leto trudimo, da naredimo kakšno novost. Seveda delujemo, se povezujemo tudi s turizmom Kranjska Gora in skupaj probamo širiti to ponudbo. Novost je pa Escape Room v Mojstrani, potem so bile lansko leto narejene tudi ferate v Mojstrani, potem lahko izpostavim Alpsko vasico v Kranjski Gori, tako da nordijski center Planica se stalno dopolnjuje, tako da tukaj pa mislim, da je ponudba kar dosti široka za vse obiskovalce. Ponudba v Kranjski Gori je pestra skozi celo leto, tako da vljudno vabljeni, tako spomladi, jeseni, poleti kot pozimi. Vse skozi čez celo leto pripravljamo dogodke in pa ponudbo, tako da vedno dobrodošli. Pa je bil sejem v Ljubljani primeren za predstavitev kranjskogorske občine? Ja, jaz mislim, da je tukaj pa res zbor vseh društev iz Slovenije, tako da mislim, da je prav, da se predstavljamo, da se tudi majhen podružimo, da tudi majhen vidimo ideje drugih in se od eno od drugega tudi učimo. Na letošnjem 28. sejmu Natur Alpe Adria je bil v ospredje postavljen trajnostno usmerjeni aktivni oddih v naravi. Klasični sejem je spremljala poslovna borza Natur, na kateri se je 12 ponudnikov iz Slovenije predstavilo 20 tujim agencijam iz Poljske, Nemčije, Italije, Hrvaške, Nizozemske, Romunije in Malte. Tudi letos se je istočasno odvil sejem okusov. Podelili so mednarodno nagrado za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe-Jadran, imenovano Jakob. Prislužil si jo je projekt Karavanke UNESCO globalni geopark delovne skupnosti Geopark Karavanke.
Letošnjega 15. januarja je Tone Škarja praznoval 80-letnico. V poklon temu in vsemu delu, ki ga je Tone Škarja opravil na alpinističnem področju, je Slovenski planinski muzej v Mojstrani pripravil razstavo njegovih fotografij in tudi projekcijo dokumentarnega filma Tone, javi se, režiserja Boštjana Slatenška. Torej, razstava se je porodila iz te želje, da se ovekovečijo ljudje, ki so jih srečaval, kot je že naslov sam, na svojih himalajskih poteh. To je nekaj naših plezalcev, nekaj seveda Nepalcev, pa tiste, ki so bili osvajalci tudi drugih najvišjih vrhov. Ta bišaca podrejena je pa seveda fotografskim tudi tam rečeno, da so izraziti obrazi in lepo se vidi, da teh obrazih tudi ta doživeta himalajska v gubah, v tem paunem, to je, to sem jaz počas opazil šele, kaj je vrednost portretov. Ne samo lep pa gladek obraz, ampak potem tisto. Kako gresta skupaj vrhunski alpinizem in fotografiranje? Težko? Ne. Težko je samo v steni včasih dobrega posneti. Včasih bi rabil človek še enega plezalca, zato da varuje vse skupaj. Tako, zato je prav iz najstrmejših sten zelo malo slik, a pa niso dobri zorni koti, kjer je od vrha dol slikan, če nekdo pleza za tabo ga lahko slikaš, kjer je varovan, ne? Če bi nekdo pred tabo pleza ga pa bolj težko, ker če pade takrat ga samo varuješ. Kako pa Tone Škarja gleda na svoje alpinistične podvige zdaj, ko je dopolnil 80 let? Torej, gledajte, najbolj moram začutiti hvaležno, da sem vse to sploh preživel. To je bilo 8, 9, 10 takih situacij zelo slabih. Spomnim se ljudi, ki so bili, tudi na portretih so, pa jih ni več, pa tako lahko mene ne bi bilo. Tako da je samo to in je brez smisla še kaj bi še lahko naredil, ampak že samo to, kaj ti je bilo dano, narediti pa doživeti. Razstava je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na ogled do 21. maja. Prva polovica zimske sezone je za žičničarji, predvsem jo rešuje umeten sneg, nekaj malega je bilo tudi naravnega. Za ljubitelje belih strmin ga je kljub deževju v zadnjih dneh še vedno dovolj. Ja, res je. Delujemo resnično na umetnem snegu, kar je dejansko rešitev za smučišče Kranjska Gora. Pri nas so vse proge odprte, tudi v Podkorenu, razen dvosedežnice Velika dolina, ki obratuje izključno na naravnem snegu. Tako da smo se res žičničarji potrudili in naredili res vse, kar je v naši moči. Sedaj, ko bojo nizke temperature, bomo še dopolnjevali to našo snežno podlago z umetnim snegom in seveda se ne damo. Se trudimo dalje. Kako ste do zdaj zadovoljni z obiskom? Nekaj številk verjetno že je znanih. Ja, vsi skupaj se moramo res zavedati, da po 10 letih smo imeli prvič vsi skupaj tudi kot destinacija lepo vreme, tako v času božično-novoletnih praznikov, kot v času hrvaških počitnic in pa seveda celoten januar je bilo bolj mrzlo, ampak jaz vedno pravim, zima je tukaj in prav je, da je tudi mrzlo, hladno. To so pa tudi seveda pogoji, ko lahko žičničarji delamo umetni sneg, seveda z izredno visokimi obratovalnimi stroški, pa vseeno še enkrat smo dokazali, da od tega umetnega snega resnično živi celotna Zgornjesavska dolina, zimski turizem in na to temo bo potrebno doreči v bližnji prihodnosti tudi sofinanciranje tako strani države, lokalne skupnosti, kot tudi ostalega turističnega gospodarstva. Tudi razna društva, podjetja organizirajo tu svoje tekmovanja? Ja, letos smo izredno presenečeni nad polnim koledarjem vseh teh dogodkov, tako da se resnično v Kranjski Gori na smučišču vsak dan odvijajo različna smučarska tekmovanja. Z leti smo vsi skupaj dokazali, tako Alpski smučarski klub, kot seveda tudi Žičnice Kranjska Gora, da smo odlični organizatorji vseh teh smučarskih tekmovanj, če le znamo stopiti skupaj in seveda se glede na kakovost storitve in seveda na ceno naši potencialni organizatorji teh tekmovanj odzivajo zelo lepo in kot rečeno, upamo, da nam bo vreme v mesecu februarju naklonjeno, seveda tudi v času pokala Vitranc, da lahko vse te napovedane dogodke tudi izpeljemo.
Je pa seveda res, da vsi smučarji v glavnem v letošnji sezoni izredno pohvalijo pripravo naših smučarskih terenov, prog, in zahvala za to gre seveda tudi ekipi teptalcev in pa seveda tudi ekipi žičničarjev, ki dela na umetnem zasneževanju. Morda še to, kako se obnese poligon, ki je namenjen za treninge smučarjev? Odlično. Tako da so nas pohvalili tudi organizatorji svetovnega pokala paraolimpijcev, ki so pač skupina s posebnimi potrebami in s posebnimi zahtevami. Tako da sedaj imamo v naslednjem tednu tudi, so nam zaupali organizacijo Evropskega pokala paraolimpijcev in seveda na samem poligonu v Podkoranu se vsak dan odvijajo različni treningi in pa seveda tudi različna tekmovanja. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev za prihajajoči teden. V sredo ob 19. bo v Kulturnem domu na Dovjem prireditev ob kulturnem prazniku. Uprizoritev dela Vinka Möderndorferja Ničesar ne obžalujem v izvedbi Metke Pavšič. Humarjev memorial bo v Soteski Mlačca v Mojstrani potekal v sredo od 8 do 18. Organizirana bo hitrostna tekma, na katero se lahko prijavite tako profesionalci kot tudi amaterji. Prijave bodo pobirali v Soteski Mlačca na dan tekmovanja. Zveza kulturnih društev Jesenice, Javni sklad za kulturne dejavnosti Jesenice in gledališče Toneta Čufarja Jesenice v sredo ob 19:30 v gledališču Toneta Čufarja pripravljajo slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice. Od petka do nedelje si v primeru ugodnih vremenskih razmer lahko ogledate Ledeno kraljestvo v Mlačci v Mojstrani. Drugi Grubin memorial Kralj veleslaloma bo v petek ob 17. na smučišču Kekac v Kranjski Gori. Ob 21. se bo v centru vasi začel še koncert, na katerem bodo nastopili Šankrok, Trkaj, Omar Naber, Grega Skočir in Gušti, Rock'n Band, DJ Baza in Čorčip. V petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani predavanje lanskoletne zmagovalke ekstremnega ultramaratonskega teka okoli Monte Everesta, Andreje Sterle Podobnik. Drama Macbeth bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 19:30. V goste prihaja kulturno društvo Zarja, Trnovlje, Celje. V petek in soboto bo v Kolparnu na Jesenicah potekal poročni sejem. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami. Nasvidenje do prihodnjič.